Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In kot rečeno, petek in soboto prva priložnost za pravo druženje zunaj, kar imamo v našem mestu izjemno radi. In za veliko tega, ko gledamo skozi celo leto, so zadolženi pod narekovaji ali pa krivi pod še bolj debelimi narekovaji pri Faktum Event in tu sta Mitja Špes in Aleš Purgaj. Dobro jutro. Dobro jutro. Festival čili, čokolada in delikatesa. Ne morem verjeti, da je leto okoli. Hitro mine. Hitro se obrne, malo nekaj pogledaš pa. Po ene strani pa že čas, Res je. da gremo ven, ne? In letos bo to zdaj, moramo povedati, ne, tudi sreča z vremenom, glede na to, kako se je vse skupaj kazalo. Padavin zagotovo ne, bo dobro, zdaj temperatura, kakšna stopinja, gor ali dol, ne. Izzivi vremenski so vedno, Ja. zadnjič smo se zdaj še pogovarjala. Če smo kdaj mogli sploh predstaviti in naj je bilo samo enkrat je bilo tisto, ker vedno imamo rezervni termin, Ja. ampak samo enkrat smo ga torej mogli uporabiti. Je pa vedno malo pestro, od začetka tega leta je vedno, oziroma v začetku leta je vedno malo pestro, ali bo ali ne bo. Ja. Tako da čisto mirno ne spimo, vedno gremo malo za živci, ampak na koncu se pa vedno izkaže, da Se je fajn okej. zloži, ne. Tako da smo dobro zapisani gori. Lepo. Ja, ker dobro delate, ne? Se to je to festival čili, čokolada in delikatesa. Dajmo zdaj še enkrat mogoče, Aleš, kaj ta delikatesa tu zraven pomeni pravzaprav, ne? V bistvu programska noviteta letos, ki pa ni več pojem delikatesa, kot smo ga mogoče včasih poznali. Ne? Pariška pa. Pariška, itd. Ja, tako. Dali se to, ker bom rekel, popularen spekter sestavin ali pa kakorkoli produktov, od, rečemo, če smo že pri klobasah, ne, začnemo tu s tem, se pravi od salam, potem so tu tartufi, potem so tu vsa možna olja, olivci, paradižniki, sušeni paradižniki. Pa bom še kako skrivnost pri hrano. Ne bomo vsega dali. Ja. Dobro, Tako da mogoče dobro. res pridite obiskovalci to pogledati. Pa Obvezno, Ja, ja. obvezno, ampak čili in čokolada, to je pa rdeča nit. Rdeča nit, ki pa se vsekakor tudi povezuje odlično, ta delikatesa zraven, okusi in nasprotja, ki vedno dobro združuje in skupaj pašejo, in sladko z delikateso in tudi pekoče z sladkim in z delikateso. No, in Kombinacija kaj vse bo v petek in soboto na trgu Leona Štuklja? Mislim, več kot 35 plus mednarodnih ponudnikov, zdaj da na kratko malo zružim, da ne bo res Ja. vse razkrito. Se pravi, čilijaši prihajajo z ponudbo od navadnih, se pravi čistih čilijev, ki jih lahko probate z pekočnostjo skovilov. Kamorkoli želite. To ne zavesti, ja. Potem so tu njihove omakice, pa novi produkti, ki jih predstavljajo, potem so tudi tu že določena olja, ki jih delajo, pa fermentirani čili, pa tisoč in en način. Tudi čokoladari, nekaj novih produktov, od donatov, domačih brownijev, nekaj zvenečih imen te industrije prihaja, iz tujine in domači. Pri delikatesi pa smo že malo namignili tudi s takimi stvarmi. Tudi siri, ne smemo tega pozabiti, zelo Tudi zraven, ja. poznana delikatesa. Gledamo vsi trije. Ne me pojesti, ampak Ne. dobrodošli. Za naj z igrom se ne rabiš bati, ampak super je. Samo ena je lahko ta. Se piše tako. Vrhunsko, da bo tudi letos tako polno in zanimivo, ne, kako ste vi to vse skozi spremljate. Kak je postal in vedno bolj postaja čili, oziroma ta pekoča nota, vedno bolj popularna in prisotna tudi v našem mestu. Ne? In to tudi zahvaljujoč festivalu čilija in čokolade in delikatese. Ja, temu se trudimo, da v bistvu te trendi, ki so, povezujemo, pa želimo tudi predstaviti obiskovalcem. Pa na čem tudi temelji je to, da pripeljemo direktne ponudnike, torej proizvajalce. Niso neki preprodajalci, ampak so direktno proizvajalci, tako zdaj iz Slovenije ali pa iz tujine. Tudi neka prednost, da lahko ti z nekom govoriš, kako pridela sir, kako pridela te čilije, na kak način, kakšne so te količine, kje ti čiliji rastejo, ne? Da niso to uvoženi čiliji, ampak da so to čiliji, ki izrastejo tu v nekem našem okolju in se potem predelajo, kakšni so postopki predelave in podobno. Sledimo pa trendom, pa tudi moramo reči, da trendi nihajo. Aha. In čili čokolada sta nastala z enega trenda, da takrat bil čili v najvišjem tistem sponu, lepo se sožitju s čokolado, Ja. te pekočine. Potem pa padajo, pa spet se dvigujejo trendi in moram priznati, da je tudi en taki pobudnik bilo, da se pridruži delikatesa,
je pa zdaj ta trend. Torej, trend mogoče malo tudi tak italijanski ta pridih, te od mesnin različnih res do sirov in potem vse, kar spada zraven oljk in podobnega, oziroma oliv in podobnega, je to za en taki trend, ki ga zaznavamo. Ki ga zaznavamo iz strani ponudnikov, ki ga zaznavamo iz strani obiskovalcev in smo si pač dali ta izziv, da ga dodamo, pa tudi to, rekel, razširimo. Pa dejstvo je, da je Maribor potem v špici oziroma je zraven, kar se teh trendov tiče, zahvaljujoč ravno vam, tako da hvala lepa, da nas držite tu noter, ne, tudi z vsebino. Je pa, moram zdaj osebno reči, da jaz sem postal ljubitelj čilija, zahvaljujoč festivalu čilija in čokolade, tako da prej nisem bil. Mene ste spreobrnili. Kaj pa dodatni dogodki oziroma tekmovanje v Nevalni program, tudi letos pestro dogajanje ob sami ponudbi, govorimo od modne revije. Ja, tudi to, pridite to pogledati, to je zanimivo. V Čiliju je oblečena. Temo Čilija, seveda, v delikateso oblečena, ja, tudi to bi lahko. A to lahko gremo mi dva z igrom. No, ja, vsekakor so pa ti highlighti, so pa naša že preverjena tekmovanja, ki se vsako leto tu dodatno razvija. Ja. Letos malenko spreminjamo določena pravila, da bo še bolj pekoče, še bolj zanimivo. Skratka, tu sta Best Chili Sauce, kjer izbiramo najboljšo omako naših ponudnikov. Gre za res na koncu najbolj kvaliteten produkt. Zanimiva komisija, ki to izbira, znanih in manj znanih osebnosti in pa seveda tudi tistih, ki pa področje poznajo. Ja, druga kar je je pa nujno. Hot Wings Competition, ta pa je tista ta prava zgodba, kjer pa Aj, si hecen. Lani sem stal tako na 2 metra bek od tam, ko je grel to omakico, tam žiga in... Si bil sauzen, ne? Ja. Pa sem gledal, kak mazohističen moraš biti, da greš to, ampak glej, Ja, se pravi, ne, ni vse za vse, ampak zagotovo pa bo na festivalu čili, čokolada in delikatesa za vsakega nekaj, predvsem pa to se mi zdi res zanimiv koncept, da lahko ti dejansko z neposrednimi proizvajalci spregovoriš in dobiš informacije in tudi tam so vsi odprti in pripravljeni na debato, ne? Ja, zato tudi širimo koncept, po drugi strani pridobivamo nove ponudnike. Letos jih je vsaj več kot 30%, bom rekel, čisto novih, ki prvič prihajajo tudi v Maribor, ali bodi si to iz Slovenije ali pa bodi si iz tujine. Dosti pa imamo, ki se radi vračajo. Radi se vračajo seveda tudi, da prikazujejo druge produkte, nove produkte. Ampak Pa ker je fajn, ne? Se to ravno reče, ja. Maribor je eno tisto mesto, res, kjer se družimo, ni samo, bom rekel, festival kot sejemski festival, ampak je sejemsko-družabni festival, kjer se radi zadržijo ljudje, se podružijo, vidijo, degustirajo, tudi kaj popijejo, poveselijo. Tako da v bistvu en taki celi koncept združimo znotraj enega festivala, Ja. in na koncu pa izobražujemo. Super, ja, da jih par prepričamo, da čili ni samo pekočina, ni samo pekoča hrana, je res nekaj, kar čez čas začneš uživati v tem. Ja, res je. Prva je bolečina, potem začneš pa uživati, potem te pa že malo zasvoji. Ja, točno to je ta pot, ampak ne smemo pozabiti res za vse te večje stvari v našem mestu, kjer smo znotraj trendov, kjer se družimo, kjer je super vzdušje, faktum event, tako da hvala lepa, pa ne zdaj popuščati, ok, Mitja in Aleš, ne bomo Borimo se, popuščali, borimo se. seveda, da se borimo skozi. Hvala za te pohvale, Ja. jaz mislim pa, da za vsak taki stvarjo stoji ena širša ekipa, Ja. po drugi strani pa partnerji, podporniki. In tudi hvala vam, da to informacijo širite, ker na koncu se lahko mi trudimo, ne vem kaj, če ljudje obiskovalci ne te svejo. informacije ne dobijo, bomo sami sebi tam namen, Ja, res kar pa je. ne bi bilo dobro. Se pravi, Hvala tudi od vam. kolikih do kolikih, hvala, od kolikih do kolikih vsak dan? oba dni, petek, sobota, od 10 do 9 večer. Evo, okay. Čez cel dan in preden, ker vidim, da že žiga zunaj nekaj zlaga skupaj, pa res je. preden gremo, samo to še vprašanje, krajnc bo. Da se vedno vpraša. Krajnc in krajnc bo ta. Pripravljamo se na festival čili, čokolada in delikatesa. Prvi taki večja priložnost za druženje v našem mestu na Trgu Leona Štuklja ta petek in soboto med 10 ur zjutraj in 9 zvečer. Tako je. In potem, ko sta Aleš in Mitja svoje povedala, je z nami naš hišni mojster za čilije, Žiga Legnar. Dobro jutro. Dobro jutro, dober dan, ekipa. Kaj si prinesel dobrotenih spet, kaj si hecen?
Naj samo na kratko spomnim, če slučajno kdo ne ve, Žiga je seveda tudi eden od najuspešnejših ali pa najbolj prominentnih proizvajalcev čilija in proizvodov iz čilija, iz Celestrine. To, akcija. Kak raste na Celestrini? Grozdje dobro, čili pa še boljše. No, to. Super. S čim bomo začeli danes, Žiga? Zdaj, tako kot je v navadi, ne, moramo, bom rekel, povezati čili, čokolado pa delikateso. In to bomo danes pokusili, vse te kombinacije. Začeli bomo pa seveda z hajcerjem. To je vinjak s čilijem, v taki čokoladni kozarček bom jaz natočil. Potem pa vam v čokoladni kozarček. Kozarec pol pojem lahko? Kozarec poješ, ampak ne ga vgrizniti, ker lahko poči. Viš, rabim, nisem še nič spil danes zjutraj. Ok, torej, to so vse proizvodi, ki bodo na voljo, oziroma za poskusi tudi jasno, da v petek in soboto tam, ne? Seveda, nekaj tega, kaj danes tukaj predstavljamo, pa marsikaj drugega. Jaz sem že stegnil roko. Navadi malo dame prednost, da. Vse vredo je, to se človek vadi, veš, na take stvari. In to zdaj damo celo v usta, tako da to boste lahko doživeli. Najprej malo najprej spiješ. Ne, potem pa, da boš okus, v bistvu okus samega vinjaka, potem pride čili v ozadju, ko pa poješ čokolado, pa se vse skupaj poveže. To je tako, da en odprti monšeri brez češnje. To pa ne moremo govoriti. Malo bolj resen monšeri. Malo bolj pejste, res. Malo bolj resen. Zdaj bi samo rekla to. Spite do konca, pa pol vgriznite, ker jaz nisem spila do konca, pa znala v usta, pa je bilo slabo. To je dober. Dober je. Je pol ven steklo. In to je ravno namen, ne? Zdaj v bistvu čili in čokolada, to je bila prvotna, bom rekel, koncept pač festivala. In to je ravno ta, ne, pekoče, sladko. Pa ko pridemo še na delikateso, ker imamo danes tudi malo salamice s čilijem, sirček, pa potem ene take zelo zanimive čokoladne pralineje, no. Dobro zgledajo. Tako da, ampak ne moramo zdaj kar tako probati. Malo bomo mi najprej eno malinico dali. Malo, ja, dame. Kaj pa je malinca? Ja. Malina je pa, gledaj, mogoče skupaj malo, to je manj pekoče. Manj pekoči, malinin džem, ne, če se ne... Ja. Tako, malinin džem. Zakaj imamo danes to tukaj? Zato, ker želimo prikazati, ne, kako čili združujemo z različnimi elementi. Ne. Ta je recimo z malino, potem imamo... glih prav. Ja. Kaj je še le dobro? A sta že pojedla? Jaz pa seveda. čakam, pa kaj je z vama narobe? Ja, pa kaj, še pa te? Se pa Eno teče, rundo. to je. Ne, vredo je. Gremo dalje. To je glih do za mene. Jaz čakam nekaj resnega bolj, ne? Nekaj resnega. To ni Zelo resno za dobro. tebe, kar smo nebrali malinco. To je Imamo glih fino. imamo še eno marelico, tudi zelo zanimiva. ne pa dajmo še marelico. Dajmo še marelico. Ampak zdaj vi ste tako pogumni, jaz mislim, da bomo mi eno šestko preskočili. Tako, Jaz tudi mislim, da. da bomo šli potem kar Kar na osemko, ne? Kaj je to, koliko je to zdaj? Pa samo če mikrofon poveš. To je štirka. Štirka. Okay. Ja, ali ne bomo kruheca, bomo. Bomo s kruhecom, štirko s kruhecom. Torej, Dame imajo prednost, ne? preizkušamo malo vse stvari, ki bodo na voljo na festivalu čili in čokolade in delikatesa ta petek in soboto. In že samo potem, kaj smo zdaj probali, genialno, jaz kot ljubitelj, ker vrej namočal, veš? Naj pomiš pulto pekočega, prosim. Ja. Evo, Že dela? Dela. Ja, to Mora. je še solidno. Marelica pa že dela. No, Spet ena ampak zelo povezava. dobra. Ja, ne. Oh. Spet ena povezava, ne? Zdaj pa, da gremo mi res na tisto, bom rekel, pravo povezavo ali pa dodatek k temu, bomo pa zdaj presekali malo s salamico. Tu sem te čakal. Ampak dame. Ja, salamica je tudi z čilijem, ne? a ja, zdaj, dobro, vredo, čakaj, eno bom vzela. No daj, Ana, hitro. Jo, kaj zdaj eno, napiči dve, se pa da si stezna, da delaš nekaj Še gor fino. narezal, kako to rečemo. Ja, ok, te pa probajmo še salamico. Salamica, domača, Ker zdaj že v štartu bi vzel. Ja, se prav. In potem vse skupaj malo oblažimo s sirom, zato ker zdaj ste že malo bili na teh pekočih notah. Oh, Sir je tudi malo s poprom. je. Ja, Te pa ne dajmo moramo še kar malo. zdaj biti brez vsega. Dobro. Veš kaj, še nismo vzeti, ga bom spet dva vzel. Ja, kar ne.
Ti še malo kruha dam? Ja, vrde. Ne? Ja, super. In pol se še seveda taka ena čokoladica super. Čokoladica, okrogla, lepa, kaj je v tej čokoladici? Čokolada. Nekaj dobrega. Okay. Ni pekoča. A ni? Ta ni pekoča, bomo pa na festivalu imeli tudi razne pekoče kreacije iz čokolade. Nisem bo rekel, da je to pa kar taka ojštra barva v tej mali. To je taka Tako mora biti. bolštra, ja. Za nalaž sem prinesel malo, da bolj straši. Ali pa bolj straši. Samo zdaj, kako vam jaz to naj serviram. Mogoče kruhe, sami pa bomo kar. Kar na kruhec. Ne? In to so vse domači proizvodi, vse dela Žiga sam in te kombinacije. Tako bom rekel, Žiga, vedno znova presenetiš. Tako bom rekel, ni pauze pri tebi in stvari. Kaj si jeger pojedel? Ja. Jaz moram povedati, da jaz absolutno ne jem pekočega. Ja. To je to? Nikoli. Da to pa je že kar. Zdaj pa še jaz dobim. To pa že greje po ustih. Res? Ja, Ok. Ok, gremo. ja fajn. Kaj pa imamo to v tem oranžnem, v bistvu Žiga, to moraš povedati, ne? To je pa v bistvu omaka 10 od 10 po jakosti, noter so top 5 najmočnejših čiljev, razne te moruge, Caroline Reapere in tak, ki jih Je tu poznamo. noter? Je tu noter, ja. Zanimivo, kako smo v tako malo flaško spravili tako Toliko tega. čilje, ne? Da viš, evo tu je zdaj. Z velikim karakterjem. Jeger se joče. Tu pa je zdaj čas za jogurt, veš. Jogurt do izraza. To najbolj... Aha. Au. Ok, se peče, samo zdaj ni mi pa preveč. Kako ti Se lahko damo še? Ne, vredo je. Meni je Tako tudi bilo, super. okej. In to je ravno to, zato Peče imamo pa različne fejst, ne, omake in jih imajo tudi seveda ponudniki. Jeger je Sorry, vi se kar pogovarjate, jaz sem k sebi prišel. Sir pomaga. Veš? To je ravno to združevanje. Ja, Pekočega in tega združevanja bo ogromno petek in soboto na festivalu Čili in čokolada na trgu Leona Štuklja. Poiščite Žigo Legnarja, ki ima preverjeno vrhunske, ne Jeger? Vse res je, Polna usta jogurta ima, samo vse je to. dobro, ampak jaz načeloma ne jem pekočega. Ja. Sploh. In, Boš ostal pri delikatesi, ne? ne, saj, do zdaj, se pravi marelica pa borovnica, Malina, ja. malina, Podobno. sta bili zelo dobri, tudi glih prav pekoči za mene. To zadnje je pa zdaj šlo mogoče malo preko pri meni osebno. Ampak zanimivo, ker je oranžno, tako kot ti. Ja, ampak Žiga, najlepša hvala za Zelo vse to, dobro. kar si nam prinesel. In v vsakem primeru te poiščemo in se vidimo v petek in soboto. Mi bomo šli tja Seveda. skupinsko proba, če stvari v petek zjutraj, bomo pa imeli tudi nekaj VIP doživeti festivala Čili in čokolada in delikatesa za vas v prihodnjih dneh na Totem Radiu. Žiga, hvala ti. Hvala. Vidim, da je bilo fino, ne? Dobro. Malo smo rdeči, malo aznoseka še ne cvrljam. Ne, še. Meni je pa začelo počasi. malo mene. Na festivalu bo pa definitivno, tako da hvala za vabilo in se vidimo. Absolutno. Z veseljem. Žiga Legnar je bil to.